Občina Slovenske Konjice in krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice sta v znak počastitve dneva spomina na mrtve pripravila komemoracijo pri spomeniku padlih borcev na konjiškem mestnem pokopališču v petek 26. oktobra ob 11. uri. Slavnostna govornica je bila Lidija Pratnemer, učenci iz osnovne šole Podgoro pa so pripravili spremljevalni kulturni program. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni vsi zbrani. V počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev tukaj v Slovenskih Konjicah. Komemoracija je namenjena spominu na padle borce in vse, ki počivajo na tem pokopališču. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev spominu na vse tiste, ki jih ni več med nami, še posebej spominu na vse, ki so padli v bojih za narodni in človeški obstanek, ki so se borili za svoj prostor na zemlji. Dovolite mi, da v naši sredini toplo pozdravim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Pozdrav velja tudi vsem občinskim svetnikom, predsednikom krajevnih skupnosti, direktorjem zavodov, predsednikom lokalne skupnosti, predstavnikom državne uprave, borcem ter seveda vsem vam, spoštovani gostje, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji dogodek. Še enkrat prav prisrčno dobrodošli. Današnjemu spominskemu dogodku na pot bo sedaj nekaj besed spregovorila današnja slavnostna govornica, predsednica krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, gospa Lidija Pratnemer. Kant je dejal: smrti se najmanj boje tisti, katerih življenje ima največjo vrednost. Tako se kar samo po sebi postavi vprašanje, kaj je tisto, kar daje našemu življenju vrednost. Vsi padli borci, ki tukaj počivajo in katerim danes namenjamo še posebno pozornost in spomin, so verjeli v svobodo, v svobodno domovino, kjer bodo lahko rodovi za njimi svoje življenje živeli drugače. Verjeli so v boljši svet, v boljšo prihodnost. Ne zase, temveč za druge. Vedeli so, da njihova življenja niso zaman. Dogajale so se grozote, ki jih ne bi smel doživeti nihče. Pa vendarle preteklosti ne moremo spremeniti. Lahko pa se iz preteklosti marsikaj naučimo in s tem ustvarjamo boljšo prihodnost. Danes živimo v svobodni državi Sloveniji. Sporočilo padlih borcev pa se na tem mestu ne zaključi. Vse, kar dobimo, vse, kar imamo, vse, česar smo deležni, prinaša odgovornost. Odgovornost, da svojemu življenju damo vrednost in da dobroto z dobrimi dejanji širimo naprej. Tudi sedaj so težki časi. Vse, kar je preživeto, umira. Postavljajo se novi temelji, rojeva se nov svet. Kakšno prihodnost bomo ustvarili zase in za svoje potomce? Za kakšno prihodnost se bomo mi borili? Našo prihodnost bodo oblikovale naše misli, naša dejanja, naše izbire, naše odločitve. Vsak človek ima moč, da lahko širi dobroto in ljubezen. Zato ni potrebna nobena izobrazba, noben naziv.
Potrebna je le odločitev in na to delovanje. Vsako dobro dejanje, četudi je majhno, je največje. Zato s hvaležnostjo poklonimo spomin padlim borcem, ki so naredili pomembne korake na poti, ki vodi k svobodi. Vendar ne le k svobodnemu življenju pod soncem, temveč tudi k svobodi človeškega duha. Imamo odgovornost, da to pot nadaljujemo s tem, ko smo in bomo izbrali, kdo smo. Imamo odgovornost izbrati življenje in ga živeti. Imamo možnost širiti dobro med ljudmi in s tem v največji meri udejaniti vsak svoje poslanstvo. Slava jim! Hvala gospe Lidiji Pratnemer, podpredsednici Krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice. Sedaj pa prosim gospo Tatjano Stramšak, predsednico Krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, da skupaj z županom občine Slovenske Konjice, gospodom Miranom Gorinčkom, položita venec v spomin vsem pokopanim na tem pokopališču v spremstvu pozdrava praporščakov. Svoboda. Le mesec, morda tudi manj, pa bo prenehalo to strašno klanje in zadnjikrat bo jeknil v gozdu ostri strel. Le mesec še, mogoče tudi manj. Tako nam vrta po možganih vse noči, saj smo že vsi bolni od samih sanj. Ko bo svoboda, šel bom k svoji mami, potiho, na vse zgodaj bom odprl duri in šel po prstih njej, ko včasih mimo straž, da se ne zdrami. Objel jo bom in ko bo zajokala v dlan, jo bom poljubil. Zdaj sem samo še tvoj, samo tvoj partizan. Če sem nekoč bila nemirna v nočeh in sem želela tvoje si bližine, oprosti mi, bila sem mlada. Spokojna zdaj kot zarja sem večerna. Glej, čakam te težko, a rada, čeprav so v srcu bridke bolečine. Ne moreš se vrniti še, moj dragi. O, vem, da misliš name, in ko na vas mesečine se razlije, s teboj srce se dolgo pogovarja. Za tebe vzela bi ves svet na rame, ko slišim, da mi odgovarja življenje, ki pod srcem tlije. Spoštovane, spoštovani, hvala za vaš poklon, ki ste ga namenili spominu na vse tiste, ki jih fizično sicer ni več med nami, še kako živo pa prebivajo v naših mislih in srcih.
Hvala mladim nastopajočim, ki v srcih gojite spomin na preteklost in ki ste se na svoj način poklonili vsem počivajočim na tem pokopališču. Vse zbrane sedaj še vabim na položitev venca pokojnemu gospodu Ivanu Pajku, našemu častnemu občanu. In pred odhodom se še enkrat spomnite na vse tiste, ki jih ni več med nami in ki jih pogrešate. Pa nasvidenje čez 1 leto.